zdravo! Dober dan, lep pozdrav na poseben dan na Totem radiju. Zakaj je poseben? Zato, ker že čez nekaj minut v naš studio na Glavnem trgu prihajata Rok in Peter Možik. Ostani na Totem. Mi dva sva tu, ne? Še sva? Ja, sva, ja. No, tako gledaš, me čudno. Z nama pa sta tudi, kot sva povedala, Peter in Rok Možik. Bravo! Zanimivo je, ker mi dva samo ploskama, ne? Ja, kaj si vklopil vse? Sem vklopil. Ok, reči da, zdravo. Bravo. Evo, tako. Dobro jutro, ja. Ni glih. Okay, najprej iskrene čestitke. Za bron, medalja je okrog vratu. Ja, to je važno. Zvagala smo jo, težka je kot cent, ne, kot so včasih rekli. Naj spomnim samo še na to, da lahko naš pogovor spremljaš tudi v živo na naši Facebook strani, tako da se hitro priklopi, da vidiš, da ima Rok medaljo gor, Peter z zastavami, kot pravi navijač, s kapo, žoga, vse smo vedeli. Vse je tukaj. Samo mreža še fali, pa da en... pucne dol, kot se reče. Jaz bi kar štartal, če lahko, in sicer mi dva z Markotom so danes razmišljala, da bi bilo zabavno recimo se z vama pogovarjati na tak način, da v bistvu imata enaka vprašanja. Okay. Ne? Se pravi, Rok, če najprej tebe vprašam, kak je igrati na tak velikem tekmovanju, ko te gleda v bistvu večina Evrope, če ne cela, in še širše ven, na tribuni pa je tudi Ata z bobnom. Tudi mama. Še mama je bila zraven. Brez bobna, ampak je tudi zraven. Ni enostavno, če smo iskreni. Za mene je bilo to drugo evropsko prvenstvo. Na prvem sem bil bolj kot neka rezerva, joker iz klopi. Vstopal, pomagal, koliko se je dalo. Zdaj pa res tiste od prve minute, od prve točke na igrišču. Tudi v neki novi vlogi, korektorska pozicija je bila za mene nekaj novega, pač v klubu igram kot spremalec. Tako da ni bilo enostavno, sploh pol, ko so začeli izločilni boj. Pol, ko gre za res, za bit ali ne bit, smo videli, da smo imeli veliko težav z Turki. Mislim, da veliko stresa, vsi so mi pisali, izgubili smo 10 let življenja zaradi vas. Ja, kurja koža. Tako da že tam bi lahko brez problema šli domov. In ja, lepo je, sploh pa je bila potem na Final Fouru še ena lepa dvorana v Rimu, kaj češ lepšega, in tako si rekel, Ata pa mama na tribuni, Ata z žuli, ki skozi tovče potem bobnu, vsi so fascinirani, tudi jaz sam. Tako da, ko pa pol dosežeš neki rezultat, ki si ga zaželel pred prvenstvom, zagotovo smo si želeli zlato, ampak mislim, da je bila tudi bronasta za nas kot zlata, ker do zdaj še nobenega velikega tekmovanja oziroma v zadnjem času nismo končali za zmago in to smo si vsi želeli. Če je pač bilo na koncu to malo finale za nas, je bilo tako veliko, tako da je lepo priti domov z medaljo. Tako, pa pogledati gor, ne, pa Ata z bobnom, mama brez. Fantastično. In Peter, podobno vprašanje je zate, torej lahko kot Ata opišeš občutke, ne, ko si na tribuni z bobnom, tvoj mali pa spode na igrišču hara, ne, za slovensko reprezentanco. Ta bobn je za mene v bistvu rešitev. Jaz drugače ne bi niti zdržal. Domače pohištvo je vedno znova trpelo. Mi smo v mansardi in tiste traverze smo tresli, tavkli po njih. Bobno nekako kanaliziraš to energijo, ki je seveda v povezavi z igriščem, karkoli se doli dogaja. Mi nekako začenjamo to točko v štartu in na koncu jo zapečatimo s tistim udarcem. Ja, vmes samo vidva sta govorila o kuriji. Temu se zdaj reče čustvena inteligenca. Torej v trenutku, ko se vam vse postavi po koncu, to pomeni, da ste povezani z vesoljem. Ja, in zdaj ste povezani z vesoljem. In če vam vsem to uspe, to meni, da smo tudi mi nekako energetsko na isti valovni. In to je ta bobn tudi nosi. Ta frekvenca gre v ušesa, oni so fokusirani. Njega zdaj ta zgodbe načeloma ne bi zanimale, kaj se dogaja, ampak valovna dolžina in energija pa prihaja do globin. To je tisto, kar je nujno, da smo tam, da nekako to tiščimo na igrišče. Čudovito. Fantastično. Lepše ne bi mogel povedati. In smo nazaj, Rok in Peter Možič v totem studiu na Glavnem trgu v Mariboru. Lepo zdrav še enkrat. Zdravo. Vklopo, jaz sem mislil, da nisem vklopo. Najprej, Peter, hvala lepa za to izjemno debato, zdaj, ki ni bila v etru. Torej smo govorili o tej povezanosti energije
in to se pol prenaša, če ne drugače podzavestno rok dol na igrišče, vseeno ne poslušaš, ampak veš pa, ne, da je zadaj in tudi doma za ekrani, da je to nekaj ti to da, nekaj ti da. Ne? Zagotovo je neka dodatna vzpodbuda ali pa tudi za nekatere pritisk. Mislim, si rečeš, glej, koliko ljudi zdaj gleda, koliko ljudi je prišlo sem v Rim, se pripeljalo, tako se je Ata moj pripeljal dvakrat v Varno, pa potem še spet v Rim, ni tako vseeno samoumevno vse skupaj, tako da je nekaj dodatnega pritiska zaradi tega, ko rečeš, glej to, kdo te vse podpira, kdo je vse s tabo, treba je narediti v narekovajih neki dober rezultat, tako da ko se pol vse skupaj poklopi, je pa zagotovo to mogoče nek dodaten procent, ki ti da še zraven, da potem v težkih trenutkih pa rečeš, glej, kaj se vse dogaja okoli tebe, koliko je podpore, kaj si vse naredil, kaj si vse žrtvoval, zato da si danes tukaj, dajmo to stisniti pa vzeti to medaljo. Ker mi smo doma tako. Samo po moje doma pred domačimi ekrani je še težje. Ja, poznam ljudi v vlastni družini, ki ne gledajo. Ki si vgaznejo dol, pa ne gledajo. In pol grejo pa pogledajo, koliko je bilo. Ja. Nekdo mi je rekel, da je po 2-0, oziroma od mojega cimra, mislim, da Ata pa mama sta pri 2-0 ugasnila proti Turčiji, pa sta šla čistiti hišo, pa sta bolj pogledala, ko je bilo konc. Ni več. Ja, je pa to pol super, ne? Tak je pol najlepši, če pa bi bilo, ne, 3-0, pa bi bilo cel dan pokvarjen, verjetno. Rok, jaz imam zate nekaj vprašanj, ki niso povezana s športom, če dovoliš, najbolj s tvojo višino, ker si isto visok kot jaz in me zanima, če... Ja, mimo grede, koliko si visok? 2 metra. Evo, čisto isto kot fras. 2 metra. Boma potem preverila še nekaj. Jaz sem že malo starejši, malo me že skup vlečemo, ni več, da je tako. Ampak že prej sem ugotovil prvo stvar, da si se z nogo ruknil v mizo, ne? To je standard za visoke. Zanima me, ali tudi tebe ljudje sprašujejo, kakšno je vreme tam zgore. Ja, dosti krat se zgodi. In ni smešno. Čeprav, ja, mislim, dovolj že imaš počasi tega, ko prija s temi smešnimi vprašanji. Čeprav, tako sem rekel, imam cimra, ki je 2,14 in ko gremo z njim skupaj, je še hujše. Imeli smo veron njega 2,20 m Rusa in to je pol, ne, se na srečo pozornost k njemu premakne. Ti zgledaš skoraj mali 2 metra. Ampak ja, ne, pač ko sem bil mlajši, oziroma vedno je tudi Ata govoril, da je odbojkaš, mora biti 2 metra, med 100 kg pa meter odriva. Zdaj do 100 kg še nisem prišel, to še bo treba malo delati, ampak ja, vedno sem si želel biti 2 metra in sem dosti krat bil tudi pod stresom, ko sem bil mlajši, kaj pa če ne bom zrastel, kaj bo pa pol. Ampak zdaj se je odbojka tako spremenila, da tudi dejansko igrajo igralci, ki niso tako visoki, vse se je skupaj, vse gre bolj na hitrost, ne več toliko na višino, pa na tehniko, ampak jaz sem zadovoljen, mislim, ne bi se branil še kakega centimetra, ampak je 2 metra, lepa višina. Peter, ti tudi nisi, zdaj 1,70 m. 1,93 m pa pol, tudi mama je 185. Tako je vedno, si novi, potem vedno bolj zrastejo, se mi zdi. Eno izven serijsko še, v bistvu si odgovoril že vmes, ko si rekel, da še nisi pri 100, ampak ali ti kot vrhunski športnik tudi ješ kebab, pico in hamburgere? To je dobro vprašanje. Mislim, načeloma je res, da ja, tudi okusno. Tako smo se letos, oziroma tako se zadnje čase, to celo poletje držimo teh nekih ritualov, to meni, da se dobro dela fitness, da se dobro trenira, dobra regeneracija, dobra prehrana. Smo res se držali, mislim, da smo bili v vrhunski formi. Tako da ja, med prvenstvom in med pomembnimi tekmovanji zagotovo ne tudi čim manj sladkega, nekih gaziranih pijač, tako nasplošno. Tako da moram reči, da ja, ne, ni bilo nobenih, nismo se pregrešili niti enkrat. Tudi v Italiji, kjer je dobra pica, se nismo pregrešili. Ste slišali, otroci? Ja. Ste slišali? Ok, kaj pa Ata, ko ne rabi več tekmovati? Neko pico, pa to, ne? Se pa te, malo. Nekaj čevapčiče. Ja, ampak je, zgodba je, mislim, zdrava prehrana pa športna prehrana sta na isti. Sta na isti, ne, valovni in je seveda odvisno tudi, kako se želiš počutiti in dobro, te izkušnjave so, ne? Seveda so. Mi da sva izvrstni priči, da so izkušnjave in težko se jim upreš. Tako, ampak se jim, kot se ampak vidi. Zato smo mi dva tukaj v studiu, ti pa si vrhunski odbojkar, recimo. Ne? Tako. Ok, dajmo en komad, potem pa nadaljujemo še z bolj resnimi, gremo, veš, tako samo da se pripravite. Evo.
In smo nazaj, Rok in Peter Možič v totem studiu na glavnem trgu. Lepo zdrav še enkrat, servus. Servus. In na hitro, kako se počutite? Odlično. Svetovno. Okay, mi dva sva zvagala, Rok ima zraven tudi medaljo, 100.000 kg, nismo verjeli, da je tako težka, bronasta. Če pa se premaknemo, Rok, zdaj glede na to, da imaš ti svojo VBO zobno ščetko, misliš, da je tudi tvoj izjemen svetleč nasmeh pripomogel k temu, da si na Evropskem prvenstvu dosegel največ točk, pazite, ker niso mogli blokirati, ker si jim šajnal tam na mreži, ko si prišel. Mislim, da se me tekmo bolj malo smejiš. Čeprav se zadnje čase trudimo, da pač probaš uživati. Mislim, vseeno je šport nekaj, kar bi te moglo razveseljevati, čeprav je redko tako, moram reči, najbolj te razveseli, ko je konc tekme, ko zmagaš. Ampak ja, probamo res čim bolj, čeprav ko si v tistem nekem fokusu, pač res moraš biti zbran, zato ker vsaka točka gre tako hitro mimo, da pač če nekaj časa nisi zraven, takoj 2-3 točke, potem nasprotnik na takem nivoju, ko smo zdaj hitro pobegne in ga težko loviš po celo tekmo. Ok, vidiš, to je treba biti vrhunsko pripravljen tudi mentalno, ne? To ni kar tak, ne? Imate tudi vidva z očetom kdaj tak mini pogovor, ali imate to posebej ljudi, ki skrbijo za to reprezentanci? Jaz se ne mešam v strokovne ideje, težko je komentirati, če nimaš podatkov. Trenerji so pametni, ker statističari vse pripravijo in vse vejo in vse jasno. Ti zdaj s prostim očesom tudi velikokrat tresneš mimo, zato je boljše stolč z bobnom, ko pa biti pamet. Točno tako mi treskamo doma na kauču. Kaj zdaj to ti? Tudi si tam skočil, Kako te ni videl onega, ne? Ja, to so te klasike. Kaučari smo vsi, tudi mi, ko gledamo druge tekme, smislimo. Ja, pa kak te ni to? Samo si verjetno ti malo bolj kvalificiran, kot pa... Ja, mogoče to bi pa si dovolil reči. Verjetno res. Ok, jaz imam z Markotom skupaj, ker on tu tudi sedi, za vaju eno izvrstno presenečenje, tako da če sta pripravljena. Spa. Ok. Tako, dobrodošla v kvizu za oba Možiča. Za oba Možiča. Ok, kviz, v katerem na hitro preverimo, koliko se Možiča poznata. Ostale, Ata pa sin. Tako da, spet smo pri enaki obliki, torej oba imata enako vprašanje, ampak da vidimo. Tako da gremo hitro, če sta pripravljena. Rok, kaj Ata najraje je? To še on ne ve, po mojem. Jaz sam razmišljam. Ne vem. Okay. Peter, kaj Rok najraje je? Dober kos mesa, šnicl, sočen. Je? Ok. Bravo. Evo, 1-0 za Ate. Pa naj on pove, kaj najraje je. Peter. Jaz bi tudi dober kos mesa, drugače pa jem pa brokoli pa osebne kosmiče. Zanimivo. Ok, dobro, pa majonezo vsaj zraven, ali nekaj. Ok. Ne. Gremo naprej. Rok, koliko ima Ata številko noge? Načeloma ima 46, ampak se vedno pol tudi v mojih čevljih dobro znajde. Dobesedno ali... Ne, dobesedno. Jaz imam 47, pa pol 48, pa tudi moje lahko obuje, da se mu spreminja noge. Jezus Kristus. Evo, zdaj si mu v bistvu dal tudi odgovor. Tako da, Peter, koliko ima Rok številko noge? Za nijanso večjo, torej 47. V bistvu po moje smo pol centimeter večje. Ok, super, gremo dalje. Peter, koliko kilogramov ima Rok? Ni se vagal že kar en čas, ampak na oko 94. Rok, koliko kil ima Ata? Vedno smo se vagala skupaj v fitnessu, pa smo imela tu nekje, tako da se giba tudi verjetno med 93-92. Je, tu nekje? Okay. Pa Rok pri tebi? Mislim, se tudi spreminja, ampak ja, okoli 93-94. Okay. Dobro, zdaj rekel si, da si 2 metra visok. Ja. Ok, Marko, koliko imaš ti kil? Ravno zato reči, da...
Jaz imam 109 kg. Lepo, dobro. Pa jih nimam v mišicah. Jaz nimam časa, da bi odgovarjal na to vprašanje. Okay. Še enkrat.